Predsednica Evropske investicijske banke, gospa Pavlova, spoštovani državni sekretar, gospe gospodje, dobrodošli v hiši Evropske unije in dobrodošli na našem dogodku, ki smo ga na predstavništvu Evropske komisije predstavili skupaj z pisarno Evropske investicijske banke v Sloveniji. Kot veste, bomo danes poleg letne EIB novinarske konference predstavili tudi projekte, ki izhajajo iz naložbenega načrta za Evropo oziroma krajše InvestEU. Veste, da je naložbeni načrt je širom Evropske unije izdatno spodbudil vlaganja in gospodarsko rast, s tem tudi ustvarjanje novih delovnih mest. Jedro naložbenega načrta predstavlja strateški sklad za strateške naložbe oziroma EFSI, ki ga verjetno že dobro poznate. Veste, da naložbeni načrt do decembra lani je tako ali drugače spodbudil že za skoraj 460 milijard evrov naložb širom Evropske unije. Na začetku smo se postavili cilj, torej leta 2015, ko je ta sklad začel delovati, da bomo sprožili za okoli 315 milijard evrov do konca leta 2018. Zelo smo veseli, da torej ta cilj, ki je bil potem premaknen na 500 milijard evrov, se mu zelo dobro približujemo. In do sedaj je skozi EFSI skupno odobrenih za 85 milijard evrov garancij, tako preko Evropske investicijske banke za infrastrukturne projekte, kot tudi prek Evropskega investicijskega sklada EIF za programe financiranja srednjih in majhnih podjetij. Zdaj, kje smo zdaj v Sloveniji ob teh velikih številkah? Zelo pomembno je, da v Sloveniji smo do decembra lani z EFSI jasnim skladom podprli 4 izvedene projekte. Skupaj znaša finančna podpora 176 milijonov evrov, ki ne bi po naših ocenah spodbudili skupaj za 1,3 milijarde evrov naložb. Prvi infrastrukturni projekt podprt z EFSI je bil odobren jeseni 2017. To je, ko je DARS podpisal dogovor z EIB za posojilo v višini 51 milijonov evrov za financiranje nakupa in uvedbe sistema elektronskega cestninjenja. Med projekte financiranje za financiranje podjetij bi rad izpostavil slovenski naložbeni program kapitalske rasti SEGIP, ki smo ga v naših prostorih predstavili maja lani. Gre pa za program lastniškega financiranja slovenskih inovativnih in hitrorastočih projektov. Tukaj imamo odličnega partnerja SID banko in medtem, ko je SEGIP program lastninskega financiranja, pa je program dolžniškega financiranja za mala in srednja podjetja tudi v teku že od leta 2015. Tukaj smo z njim, torej v sodelovanju z slovensko vlado, prek slovenskega podjetniškega sklada in sporazuma z EIF sprožili za 180 milijonov evrov garancij za bančne kredite v korist majhnih in srednjih podjetij. V ta del, torej med EFSI podprte projekte, štejemo tudi lansko dokapitalizacijo podjetja Resalta. Na današnjem dogodku pa bomo imeli podpis 2 nadaljnih projektov podprtih z EFSI jamstvom prek naložbenega načrta za Evropo. Prisostvovali bomo podpisu za EIB financiranje v višini 90 milijonov evrov družbe DARS za izgradnjo druge cevi predora Karavanke med Slovenijo in Avstrijo, kar je za Evropsko unijo zelo pomemben projekt, saj s tem pravzaprav krepimo in dodatno gradimo TEN-T koridor Evropske unije. Obenem pa bomo svečano obeležili tudi podpis za EIB financiranje 12 milijonov družbi Resalta za čezmejni projekt energetske učinkovitosti. Zdaj, na kratko bi zgolj rad pojasnil še to, da naložbeni načrt za Evropo ne predstavlja samo jamstveni sklad EFSI, katerega že dobro poznate, ampak sta še druga 2 stebra, torej naložbeni portal in tudi Evropsko naložbeno svetovalno vozlišče.
Za slednje zelo dobro sodelujemo z SID bankom že od konca leta 2015. Zdaj samo še par zadev, ki se mi zdijo pomembne z naložbenim načrtom. Veste, da se bo spremenila tudi na nek način logika uporabe proračuna Evropske unije in sicer v smeri iz nepovratnih sredstev v povratna sredstva. Naložbeni načrt za Evropo, tako se bo v naslednjem večletnem proračunskem okviru, torej po letu od leta 2021 naprej, se bo razširil in bo imel nek razširjeni program InvestEU. Na koncu samo še to, da nova Evropska komisija se je že zavezala k nadaljnjem spodbujanju investicij. Poznate zeleni dogovor, ki je bil sprejet začetek decembra lani. To bojo, torej za uspešno izvajanje zelenega dogovora bomo potrebovali zelo veliko dodatnih investicij, ocene so okoli 1000 milijard evrov do leta 2030. In zaradi tega smo za začetek predvideli ta mehanizem za pravični prehod, za mobilizacijo javnih naložb, tako da tukaj bojo priložnosti za Slovenijo zelo velike. Pomembno bo videti, kako se bo ta poseben inštrument nadgradil tudi s slovenskimi kohezijskimi sredstvi, z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Tukaj bo tudi Evropska investicijska banka igrala zelo pomembno vlogo, saj bo krepila zeleno financiranje, tako v sodelovanju z Evropsko komisijo, tako tudi prek svojih lastnih kreditnih linij. Tako da še enkrat bi rad poudaril, da smo na predstavništvu Evropske komisije in seveda tudi v pisarni Evropske investicijske banke vedno na voljo za kakršnakoli dodatna vprašanja, pojasnila o projektih, ki bodi si potekajo, ali pa tudi o možnostih za naprej. Tukaj v zvezi s tehnično pomočjo in Evropskim svetovalnim vozliščem se lahko seveda obrnete direktno na slovensko investicijo, torej na SID banko. Nekaj gradiva smo ga tudi pustili na vstopu v dvorano. Dobro, sedaj vabim vodjo EIB pisarne v Sloveniji, gospoda Francesca Ferrero. Vesel sem pa tudi, da danes prvič pri nas gostimo podpredsednico EIB, gospod Pavlo. Prosim, gospod Ferrero. Good morning, everybody. Warm welcome to everybody here, and thank you, Doran, and the Commission representation for hosting us this morning. So it's a pleasure to be here to see a lot of faces who are interested about the activities of EIB. And but I'll just say very briefly 3 things. So for passing the ball now as President, I'm very happy to today presentation of EIB 2019, but also our plans for the future, and the fact that this comes with 2 signatures, which are both quite important for our institution. One with us. Tudi za vas. Kar zadeva skupne projekte, je pravzaprav neke vrste temeljna vsakodnevna dejavnost banke. Gre za zagotavljanje posojil Darsu in na ta način naj bi kot uporabnik zagotovili dobro kakovost avtocestnega sistema. Seveda pa obstajajo še druge vrste sodelovanj. Kar zadeva naše načrte v banki na področju varovanja podnebja, se dogajajo zanimive stvari. In tukaj bomo danes podpisali zanimivo pogodbo, kajti energetska učinkovitost je pravzaprav eden od temeljnih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam. Uporabili bomo sredstva in jih vložili v Resalto. Resalta je relativno majhno podjetje na tem področju, ampak hitro raste in tudi to kaže na raznolikost naših dejavnosti v EIB-ju. Vse bolj se torej osredotočamo na nekoliko bolj tvegane dejavnosti, tvegane z stališča neke banke. Sodelujemo seveda z komisijo in EFSI je v tem okviru zelo pomemben element. Sedaj pa bi takoj dal besedo podpredsednici gospej Pavlovi. Izvolite.
Torej, dober dan še enkrat. Zelo vesela sem, da sem danes lahko z vami. Najlepša hvala za prisrčen in toplo dobrodošlico. Hvala gospodu Zoranu Stančiču in kolegom, ki so nam ponudili svoje prostore tukaj v Evropski hiši v Ljubljani. Še enkrat naj se zahvalim gospodu Dragonji, državnemu sekretarju, za to, da je prišel sem danes k nam. Hvala tudi njemu za dolgoletno sodelovanje in podporo. Vrsto let nam je pomagal. Potem gospod Kapčič, ki je Slovenec, vendar je dolgo časa delal z nami. Sodelovali smo zelo dobro, včasih nam je zastavljal zelo zahtevna vprašanja, ampak ta so bila koristna za vse nas. Spomnil nas je na ta način, da potrebujemo dobre projekte v Sloveniji. Hvala tudi vsem vam, da ste prišli sem. S tem ste pokazali interes. Kaj smo torej v EIB dosegli leta 2019 skupaj z vami in kakšni so naši načrti za letošnje leto in prihodnost? Hvala tudi predstavnikom medijev, ki so tukaj. Če ne bi mediji prepoznali pomembnost teh projektov in današnje teme, bi ne prišli tako hitro daleč. Ta predstavitev bo vključevala naslednje. Najprej nekaj besed o globalnih dosežkih EIB skupine v letu 2019. Običajno te rezultate predstavimo za prejšnje leto na začetku tekočega leta. To običajno naredimo za celotno skupino EIB in za Evropski investicijski sklad. Potem pa bom govorila bolj konkretno o dejavnostih in njihovih rezultatih v Sloveniji, kaj načrtujemo v prihodnosti. In še zadnji del. Danes, morda najbolj prijeten del, bosta dve svečanosti podpisovanja. O njih je že govoril Francesco, gre za podpis z Darsom in Resalto, gre za dva fantastična projekta, različna med seboj, ampak vsak od njiju ima velik pomen tako za Slovenijo, kot tudi za celotno regijo. Naj za začetek povem nekaj besed o EIB-ju, Evropski investicijski banki. Mislim, da poznate, da je skupina EIB največji večstranski posojilodajalec in je vodilni ponudnik sredstev za podnebno financiranje. Mislim, da vse bolj rastemo, da smo ravno tako vse bolj ambiciozni, ko želimo zagotoviti ta sredstva in se preoblikovati v tako imenovano podnebno banko, da imamo več kot 12.000 projektov v več kot 160 državah na globalni ravni. Več kot 50 pisarn imamo po vsem svetu. Načrtujemo, da bomo to mrežo, lokalno prisotnost še bolj razširili in bomo prisotni tudi zunaj Evropske unije. Kaj pa smo dosegli, kakšen je naš vpliv, kaj so učinki našega delovanja v letu 2019? Skupina EIB, Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad, financirali smo več kot 72 milijard evrov sredstev lani. To je porast 30% v primerjavi s prejšnjim letom 2018, kar pa tudi dejansko kaže, kako relevanten je EIB, ker imamo na stotine kompleksnih, zahtevnih projektov v Evropski uniji, delujemo pa tudi zunaj EU. Globalne naložbe, več kot 72 milijard evrov je ta skupni znesek projektov, ki smo jih financirali s pomočjo skupine EIB. Podprli smo skoraj 400 tisoč malih in srednje velikih podjetij v Evropi, pa tudi izven evropskih meja. Če analiziramo te številke, lahko ugotovimo, da vsak evro, ki smo ga porabili leta 2019, tudi pomeni, da smo dodatno zaslužili 3 evra s temi projekti, ki smo jih financirali. To je skoraj 10% rast v primerjavi s prejšnjim letom. Vsak evro, ki smo ga takrat porabili, kaže, da vsako leto smo bolj uspešni in bolje izkoriščamo ta evro.
rekordni dogovor, 1059 poslov smo sklenili oziroma različnih projektov na podlagi vseh teh milijard, ki smo jih dodelili globalno. To je 28% rast naših dodeljenih sredstev v letu 2019. Tako bi rada izkoristila priložnost, se zahvalila vsem kolegom iz skupine EIB, ker so bili tako uspešni, ker so res zagotovili, da smo bili uspešni pri podpori svojih partnerjev pri projektih, ki so jih izvajali. Ampak niso pomembne samo številke, zneski, ampak vpliv oziroma učinek projektov. To je samo majhen primer tega, kako smo s projekti vplivali na naše partnerje, velika raznolikost teh projektov, ki jih financiramo in tukaj podpiramo s projekti zelo pomembne projekte. 120 milijonov ljudi ima boljšo zdravstveno varstvo v celi Evropi, pa tudi izven. Potem pitna voda za skoraj 10 milijonov ljudi je varnejša v tistih državah, kjer smo delovali. Potem varčujemo z energijo na podlagi energetske učinkovitosti. Več kot 7,4 milijone gospodinjstv je koristilo ta sredstva, pa še več drugih uspešnih projektov bi lahko navedla. Kar pa zadeva naše prednostne naloge, ORIS, osredotočila se bom na 4 prednostne naloge, kjer smo dejavni: inovacije, okolje, infrastruktura in podpora majhnim in srednje velikim podjetjem. Če si pogledamo deleže, kjer smo dejavni z dodeljenimi sredstvi, najbolj podpiramo majhna in srednja velika podjetja. Več kot 25 milijard smo namenili tem podjetjem. Zagotovili smo jim podporo. To so mala, srednje velika podjetja, podjetja s srednjo tržno vrednostjo, ker to je ena zadnjih hrbtenica evropskega gospodarstva. Podpiramo tudi inovacije, razvoj infrastrukture. Tudi to je za nas zelo pomemben del delovanja. Kot sem že omenila, leto 2019 je bilo leto, kjer smo imeli nove začetke, če se tako izrazim. Kajti Evropska investicijska banka je začela s transformacijo. Postali smo Evropska podnebna banka. Čeprav financiramo podnebne projekte in izdajamo zelene obveznice že od leta 2007, vendar pa v letu 2019 smo dejansko še bolj strnili ta prizadevanja. Prednostna naloga je postala, da postanemo podnebna banka. Sklenili smo novo partnerstvo s skupino EIB, z Evropsko komisijo. In to je naš sedaj dolgoročni cilj, da več kot bilijon evrov in naložb aktiviramo za podnebne projekte, da bomo imeli vzdržne okoljske projekte, da bomo skoraj 50% svojih sredstev, posojil, ki jih namenimo, in to sem že rekla, da je to skoraj 73 milijard letno na ravni skupine, in to bomo namenili za okoljske projekte, za podnebne projekte. To je pomemben cilj in ta bilijon, o katerem govorim, je poleg 1 bilijona, to je ta ambicija, zaveza, ki jo je predstavila nova predsednica komisije Ursula von der Leyen. To je tako imenovani Evropski zeleni dogovor, ki so ga potrdili. Ambicija je, da se bilijon evrov nameni doseganjem ciljev zelenega dogovora, Evropskega zelenega dogovora do leta 2030, kar je zelo ambiciozen cilj, če ne bi se dosegli cilji zelenega dogovora. 1 bilijon, kar je najavila Evropska komisija, in skupina EIB pa naj bi to podporo zagotovila, poleg tega z 1 bilijonom, in to so te naložbe v višini 1 bilijona, ki jih moramo aktivirati. Določeno prekrivanje, manjše prekrivanje teh naložb. Zakaj?
250 milijard, ta sredstva se prekrivajo, ampak skoraj da 1,7 trilijonov evrov pa naj bi namenili podnebnim ukrepom, naložbam v tem prihajajočem obdobju. To je približno 10-letno obdobje v naslednjem desetletju. Ta cilj je kar ambiciozen in upam, da skupnimi prizadevanji vseh držav, podjetij, različnih ustanov bomo uspeli in bomo ta ambiciozen cilj tudi dosegli v prihodnjih letih. Sedaj pa, če se vrnem in osredotočim na Slovenijo in na dosežke, ki smo jih dosegli, na katere smo res ponosni, zato smo v Sloveniji zelo hvaležni našim slovenskim partnerjem, kolegom, ker smo dosegli zelo veliko v vaši državi. V zadnjih 5 letih nam je uspelo, aktivirali in mobilizirali smo 1,23 milijard evrov v vašo državo, to je 5-letno obdobje. Tako da verjamemo, da Evropska investicijska banka je ena izmed ustanov, ki najbolj vlaga v vašo državo in dolgoročno je to pomemben vir financiranja za vašo državo. Podpiramo projekte, podpiramo različne dejavnosti in tukaj podpiramo najpomembnejše sektorje gospodarstva v Sloveniji, to je prevoz, majhna in srednje velika podjetja, industrija in storitve ter energetika. Na prosojnici je tudi razrez podpore. In zelo ponosni smo, da nam je uspelo potrojiti naložbe v letu 2019 v Sloveniji. Tako da zelo pozitivno, zelo uspešno leto, kajti uspelo nam je, kot sem že rekla, potrojiti naložbe v vašo državo. Skoraj da 250 milijonov smo vložili v družbeni in gospodarski razvoj države. In ko govorimo o 250 milijonov, 184 milijonov smo namenili mi kot banka EIB, to so posojila, podpora s pomočjo jamstev iz EFSI-ja, skoraj da 65 ali 66 milijonov, takšen je razrez. S to podporo nam je uspelo, da smo podprli skoraj da 840 podjetij, s tem smo podprli 2426 delovnih mest. Verjamemo, da je to pomemben rezultat, morda nekaj konkretnih primerov projektov, ki smo jih financirali v letu 2019. Hvaležni smo banki SI, to je eden izmed poglavitnih partneric pri našem sodelovanju. 150 milijonov za majhna in srednje velika podjetja, podjetja s srednjo tržno vrednostjo, potem občine, javna podjetja pri razvoju, potem naložbe, s katerimi smo podprli energetsko stabilnost. Za Elektroprimorska smo že podpisali dogovor, naložbe v višini 22 milijonov za krepitev elektroenergetskega omrežja, sanacijo nizko, srednje in visoko napetostno omrežje in upamo, da bomo imeli še en podoben projekt v tem sektorju letos. Potem so tukaj še drugi projekti, ne bom se sedaj spuščala v podrobnosti, da boste imeli več priložnosti, da mi zastavite tudi vprašanja, če jih seveda imate. Nekaj besed tudi o svetovalnih storitvah, kajti poleg jamstev, poleg posojil, ki jih zagotavljamo podjetjem oziroma državi, pa zagotavljamo tudi svetovalno podporo, tehnično
pomoč za slovensko vlado, oblasti, kjer podpiramo projekte v okviru Jaspersa, potem tudi svetovalno vozlišče, o katerem ste že nekaj slišali. Potem tudi program Elena, Evropska pomoč za lokalno energetiko, razvijamo projekte, s katerimi spodbujamo energetsko učinkovitost, recimo Ljubljani smo ponudili pomembno podporo in pomoč, pa veliko več jih bo sledilo tudi v prihodnosti. In ne nazadnje, so to naši dosežki leta 2019, sedaj pa nekaj besed o tem, kaj načrtujemo. Kot sem že rekla, EIB je Evropska podnebna banka od leta 2020 in tudi seveda kasneje bomo vse bolj izboljšali in povečali naložbe v projekte, ki so povezani s podnebnimi spremembami in mislim, da bomo z veseljem tudi razširili podporo ter podprli slovenske partnerje, organe oblasti na tem področju. Vendar pa moram reči tudi to, v tem trenutku, če si sedaj pogledam leto 2020, smo veseli, kajti imamo že veliko projektov, ki jih pripravljamo, ki so v pripravi na področju telekomunikacij, energetike, transporta. O številnih projektih se pogovarjamo in jih bomo sedaj obravnavali, mi kot EIB, tako da upam, da to dobro sodelovanje bomo še dodatno nadgradili letos, da bomo letos vsaj tako uspešni, kot smo bili v letu 2019 in da bomo nadgradili to sodelovanje, ter bomo tako še poglobili sodelovanje z Darsom, telekomunikacijskimi podjetji, z energetskim sektorjem, prometnim sektorjem in številnimi drugimi in ponudili dodatne priložnosti, da bomo imeli večjo energetsko učinkovitost, dobre podnebne projekte in tudi druge projekte, po katerih je veliko povpraševanja, ki jih Slovenija potrebuje, tako slovenska vlada, zasebni sektor ali lokalne oblasti. Zelo smo odprti in se veselimo razprav na to temo. Hvala za pozornost. Skupaj s kolegi pa smo sedaj na voljo za vaše vprašanja in se že veselim, da bomo imeli kmalu uradno ceremonijo, kjer bomo podpisali te pogodbe. We will be taking questions. Zdravec, televizija Slovenija. Moje prvo vprašanje je v zvezi z našim črpanjem. Excuse me, the translator is saying that the microphone is not on and the translation is not going. Microphone is not on. Yes, well, it is on. We hear it. A se sliši? Okay, the translator is saying that they are not. We will get another one. Okay. So, We will get another one. no. Okay. So let's do it in English then. Thank you very much. You said that you invested 72 billion euros, or you invested last year, but Slovenia has only 176 million euros investments. So I would like to ask you, what are the obstacles that we are not that good in investing or exploring your help? We are not that good in investing or... Would you like to speak? Perfect. Would you like to speak? I want to share it with my friend. Thank you very much. As I mentioned, our investment is 72 billion. Kot sem omenila, so naše naložbe vredne 72 milijard evrov. Skupni znesek naložb za Slovenijo je 250 milijonov evrov.
da bo vse jasno. In to je kar velik dosežek, bi rekla, kajti uspeli smo potrojiti znesek v primerjavi z preteklostjo, ko gre za projekte v Sloveniji. In prepričani smo, da je to velik uspeh v našem sodelovanju. Naj rečem, da izhajamo iz povpraševanja, iz trga kot banka. Torej, po eni strani smo odvisni od potreb posamezne države, posameznega projekta in tistega, ki promovira projekt in nam pomaga. Po drugi strani pa smo seveda pripravljeni prispevati svoja sredstva za projekte, ki spadajo v okvir naših kriterijev upravičenosti. Ampak vsekakor imamo odlično prisotnost tukaj v Sloveniji in to je kar velik znesek, ki smo ga za slovenske projekte namenili lani, 3-krat več kot v preteklosti, pa še naprej naraščajo ta sredstva. Your conditions are too severe or perhaps that we are inactive. I don't see that. I think the country. Mislim, da Slovenija in tisti, ki so za projekti zelo dejavni, tako država kot tudi tisti, ki predlagajo projekte, mislim, da opravljajo dobro delo, imamo dober uspeh, ko gre za različne projekte. Morda bi lahko dala besedo kolegom, ki vsakodnevno sodelujejo z partnerji v Sloveniji. Oni morda lahko to potrdijo. Vsekakor pa moram reči, da je zelo pozitivna slika, ko gre za naše uspešno sodelovanje. Samo še nekaj dodatnih pripomb. Kar zadeva podporo projektom v Sloveniji v 10 letih, od 2009 do 2019, vrednost je bila okoli 4,6 milijonov evrov, sedaj pa oziroma 4 milijarde v tem 10-letnem obdobju. Če to primerjamo z BDP-jem Slovenije, potem verjetno z lastno udeležbo smo prisotni bolj v Sloveniji kot v mnogih drugih državah članicah EU. To je pomembna perspektiva. To kot prvo. Drugo, običajne postopke in pravila, ko gre za kriterije upravičenosti, uporabljamo tudi v Sloveniji. In seveda smo pripravljeni nadaljevati že do sedaj plodno sodelovanje. Pripravljeni smo iskati nove priložnosti za to, da bi pospešili svoje sodelovanje s Slovenijo. In to na celi vrsti sektorjev, od prometa do energetike, podpore MSP-jem in tako naprej. Podpredsednica Pavlova je omenila ta področja v svojem govoru. Pred nami je sedaj velik projekt, drugi železniški tir. Evropska investicijska banka, ste sami poudarili, poskuša biti bolj podnebno usmerjena, zelena banka. 150 milijonov boste naložili v ta projekt. Ali ste pripravljeni morda naložiti še kaj več, kajti sedaj ste usmerjeni v zelene dejavnosti in drugi železniški tir Divača-Koper bo seveda zelen projekt. Ta drugi tir Divača-Koper je seveda 100% podnebno naravnan projekt in naložbe v železniško infrastrukturo so nekaj, čemur daje banka veliko prioriteto. Seveda skupaj z cilji in pregledom podnebnih dejavnosti. Rekla sem že, da so tisti, ki so predlagatelji projekta oziroma država, tisti, ki morajo na začetku podpirati ta projekt tako, da se pridobijo finančna sredstva Evropske investicijske banke. Seveda smo pripravljeni razpravljati o novih projektih in pripravljeni smo sodelovati pri tem, poleg drugega tira in poleg projekta za drugo cev karavanškega predora. Današnji projekt se seveda nanaša na cestni
predor, ampak mi se osredotočamo tudi na te vrste projekte, ki pomenijo boljše podnebje in seveda tudi večjo cestno-prometno varnost. In to je v skladu z našo usmerjenostjo na sektor prometa. To je pomembna politika, pomembna prioriteta, torej cestno-prometna varnost, boljše delovanje avtocestnega križa, to je pomembno tudi za TNT omrežje. Še en avtocestni projekt imamo, tretja razvojna os. Tu mislim, da še niste prisotni. Zanima me, zakaj ne. Ne gre za upravičen projekt z finančnega stališča in učinkovitosti. Ja, o tem projektu se že pogovarjamo z Darsom. Lahko rečem, da formalno še nismo prisotni v tem projektu, ampak potekajo že razprave za ta projekt z Darsom, skupaj s tistimi projekti, o katerih je bilo govora danes. Torej, se zanimate za naložbe v ta projekt? Ja, mislim, zanimamo za naložbe v vsak projekt, ki lahko pospeši razvoj infrastrukture določene države. Seveda vrag leži v podrobnostih kot običajno in sedaj smo na tem, da začenjamo definirati podrobne vidike tega projekta, tretje razvojne osi. Dovolite, da samo še nekaj dopolnim, ko gre za odgovor naše podpredsednice. Ko gre tudi za vaše prvo vprašanje, ko gre za drugi železniški tir Divača-Koper, pomembno je, da tukaj EIB nudi zelo pomembno tehnično pomoč in sicer z našo skupino Jaspers, in to je pomemben prispevek. Viri prihajajo iz proračuna Evropske komisije, 160 milijonov, če se ne motim, v zadnjem SEFI programskem okviru. In to je tudi pomemben projekt, ki pomaga Sloveniji pri razvoju projektov. Kar pa zadeva to tretjo razvojno avtocestno os, Jaspersova skupina oziroma tim Jaspers že pravzaprav raziskuje posamezne možnosti, sodeluje z Darsom in mu zagotavlja podporo, tehnično podporo, zato da bi zagotovili, da so vsi pomembni vidiki tukaj vključeni, da jih proučimo in da uvidimo, ali morda ta projekt lahko kandidira za nepovratna sredstva Evropske komisije. O tem torej že razpravljamo. Zagotoviti želimo, da bo ta avtocesta ustrezno načrtovana in da bo tudi finančna struktura ustrezna. Maja Derčar, tudi novinarka iz RTV Slovenija. Kot je kolegica Vesna že nekaj omenila, bi sama vprašala nekaj v zvezi z drugim tirom Divača, železniškim tirom Divača-Koper, za kar niso predvidene garancije iz sklada EFSI. Zanima me, zakaj ne? Kaj je vzrok za to? Bi pa nekaj rekla tudi v zvezi s projektom Darsa, ko gre za drugo cev Karavanškega predora. Zato ta projekt je predvidena podpora EFSI. Ne vem, zakaj samo za en projekt, kakšne so merila upravičenosti, ali gre za bolj strog pristop pri uveljavljanju meril upravičenosti za posamezen projekt, so bolj stroga pravila za nekatere projekte kot za druge, če se podpisujejo tudi aneksi, me zanima, in če bo šlo kaj narobe pri gradnji druge cevi Karavanškega predora, kdo bo tveganje nosil? Naj nekaj pojasnim. Mi v EIB imamo standardna pravila in merila za to, da določimo, ali lahko sprejmemo določena tveganja, ki so povezana s projektom ali ne. To so kriteriji oziroma merila, ki veljajo ne samo za običajne transakcije EIB-ja, temveč tudi za tiste projekte, ki jih pokriva EFSI. Na podlagi teh kriterijev
smo prišli do ugotovitve, da je projekt Divača-Koper takšen projekt, katerega tveganje je takšno, da lahko projekt podpremo kot EIB samo na podlagi pomembne finančne soudeležbe države, vlade. To je specifičnost ocene profila tveganj tega projekta. Če pa govorimo o Darsovih projektih, pa govorimo o drugačni stvarnosti. Govorimo o projektih oziroma o projektu, ki ga vodi uveljavljeno podjetje, s katerimi imamo dolgoročne stike že in sodelovanje, in v določenem trenutku smo se dogovorili z Darsom, da v okviru EFSI-ja lahko financiramo Dars in njegove projekte na podlagi bilance, ne da bi tukaj uporabljali jamstva države. Tu je razlika med tema dvema projektoma. Govorimo o dveh različnih projektih, govorimo o različnih profilih tveganja, vrstah tveganja in zato je treba uporabiti pač različne pristope. Hvala. Še kakšno vprašanje? Prvič, drugič? Prodano. Najlepša hvala, da ste prišli. javnem sektorju.
bolnica in zapora Sremska Mitrovica, kjer bomo spet pomembno znižali bivši odtis. To so samo nekateri projekti, ki smo jih vedeli v preteklosti z financiranjem Evropske investicijske banke, bo družba Rezate lahko izvedla ambiciozno strategijo, ki smo se predstavili za prihodne. Lahko povem, da na osnovi projektnih sredstev bomo lahko povečali zaposlovanje in našo širitev v države centralne Evrope. Pri tem bomo povečali dejansko vseh nabora rešitev za dodatno razogljičenje. Lahko povem, da Rezate intenzivno investira v rešitve na področju fotovoltaike. Lahko povem, da za tovrstnimi sredstvi, ki smo jih dobili v EIB-ja, bomo lahko celoti realizirali poslovni načrt, ki si ga je družba zadala. Na koncu bi se želel zahvaliti Evropski investicijski banki, da je prepoznala vizijo naše družbe in v bistvu naše delovanje in namen v bistvu kako podjetjem in javnem sektorju omogočiti zeleno transformacijo v zeleno ekonomijo. Tako da jaz bi se še v tej točki želel zahvaliti za dosedanje podporo in za bodoče. Hvala še enkrat za vse. Thank you, Mr. Kostic. I would now like to invite Vice President of the European Investment Bank, Jan Mabel, to address us as well. Thank you very much. Just a few words because Luka said almost everything about the project, but I would like to congratulate Rezate. This is our second Rada zahvalila. intervention with them. To je druga pogodba, drugo posojilo z njimi, ampak mislim, da je ta še posebej pomemben, čeprav gre za 12-milijonsko naložbo pri tej pobudi, pa je ta pobuda res izjemnega pomena, ker spodbuja energetsko učinkovitost. To je projekt, ki je regionalno pomemben, ne samo za Slovenijo, ampak pomemben je tudi za Hrvaško, Bolgarijo in skupaj z državami Zahodnega Balkana ste se povezali s Srbijo in upam, da se boste širili in boste prisotni tudi v drugih državah. To je 100% podnebni projekt, ki je popolnoma v skladu z cilji in zavezami naše banke na tem področju. To je, mislim, da tudi zelo inovativen pristop, ker podpirate tiste, ki koristijo ta sredstva, uporabljajo ta sredstva v javnem in zasebnem sektorju in zagotavljate modele energetske učinkovitosti, s katerimi privarčujete energijo, znižujete stroške brez preliminarnih plačil na terenu, kar pa je zelo pomembno. To je model, ki bo koristil končnim uporabnikom, kar je zelo pomembno. Z našo podporo boste ta projekt lahko dodatno razširili, ker boste pridobili dodatna sredstva in bo to izjemen projekt za prihodnje financiranje. Upam, da se boste lahko razširili in da boste prisotni tudi v drugih državah in da bo učinek še večji. Hvala za to pobudo in upam, da boste lahko razširili svoje delovanje. Vice President, we will now move to the second signature, and this will be the 90 million euros signature the EIB will have with DARS. So I would like to invite the DARS representatives to join us, and we will repeat the ceremony we had just a moment ago.
gospe in gospodje, na Darsu smo zelo veseli, da smo danes lahko podpisali to kreditno pogodbo za financiranje projekta predora Karavanke, s katerim se bo predvsem bistveno povečala varnost uporabnikov našega najdaljšega avtocestnega predora in seveda tudi pretočnost prometa. Veseli smo tudi, ker gre že za drugo financiranje avtocestnega projekta v Sloveniji, ki bo imelo jamstvo Evropske unije oziroma Evropskega sklada za strateške naložbe. Današnjo pogodbo smo sklenili z našim daleč največjim in najpomembnejšim kreditodajalcem, to je Evropsko investicijsko banko. V našem kreditnem portfelju znaša delež kreditov EIB-ja trenutno kar 34%. Brez danes podpisane pogodbe smo z EIB-jem sklenili že 12 kreditnih pogodb v skupni višini nekaj več kot 1,5 milijarde evrov. Od tega smo 6 kreditov odplačali že v celoti. Sicer pa smo skupno odplačali že dobrih 800 milijonov evrov dolga pri EIB-ju. Današnji podpis pogodbe v višini 90 milijonov evrov je ključen za zaprtje finančne konstrukcije za ta pomemben projekt na področju cestnega prometa med Slovenijo in Avstrijo. Projekt je pomemben tudi za razvoj celovitega vseevropskega prometnega omrežja in bo izboljšal neposredno povezavo dveh koridorjev jedrnega omrežja, Baltsko-Jadranskega in Sredozemskega. To je potrdila tudi Evropska komisija, ki izgradnjo predora sofinansira iz sredstev instrumenta za povezovanje Evrope. Slovenski javnosti je znano, da je bil postopek javnega naročila na naši strani dolgotrajen in zelo zahteven. Državna revizijska komisija je morala kar 5-krat odločati o zahtevkih za revizijo. S podpisom pogodbe 30. januarja letos smo postopek uspešno zaključili in izvajalec bo v kratkem uveden v delo. Na podlagi zagotovili izvajalca pričakujemo, da bo zamuda, ki je nastala zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila, v čim večji možni meri nadoknadena in da se bomo po uspešnem zaključku z avstrijskimi kolegi čim prej lotili še sanacije in varnostne nadgradnje obstoječe skoraj 30 let stare cevi. Na koncu bi se rad zahvalil svojim sodelavcem, ki so bili vključeni v delo na tem projektu. Posebej pa se zahvaljujem vsem pristojnim z Evropske investicijske banke, ki so prepoznali pomen tega infrastrukturnega projekta za Slovenijo in za Evropo kot celoto. Hvala lepa. Thank you very much. And I would just like to invite Vice President once again. This is my last intervention today. Thank you very much. I would like to congratulate. Se oglašam danes. Hvala. Čestitam Darsu in Tomažu in vsem ljudem v Darsu za zelo veliko angažiranost pri razvijanju avtocestne infrastrukture. Vesela sem, da smo danes podpisali pogodbo za ta projekt. Kot je rekel Tomaž, je to res rezultat dolgotrajnega procesa. Vesela sem, da smo danes podpisali ta projekt in predvsem vam želim uspešno izvajanje projekta v praksi. Sama sem kar dolgo časa delala na področju razvojnih infrastrukturnih projektov v preteklosti in vem, kako težko je priti do konca tako zapletenih projektov. Ampak po drugi strani sem prepričana, da tukaj gre res za pomembni projekt. Cestno-prometna varnost. Varnost v predorih je nekaj, kar je treba zagotoviti, če hočemo imeti varni pretok prometa, kar je pomembno za vse nas, ki uporabljamo to infrastrukturo. Na teh cestah se pojavljajo zamaški oziroma zamude in zato je ta projekt tako pomemben. Zahvaljujem se Darsu še enkrat za
celo vrsto let uspešnega sodelovanja. Skupna podpora investicij DARS-u je vredna 1,6 milijard evrov. In trenutno ima DARS dolgov v vrednosti 800 milijonov evrov pri EIB in upam, da bomo lahko še dogradili ta znesek z novimi projekti, ne samo tretja razvojna os, temveč tudi nadaljnji novi projekti. Upam, da bomo na ta način lahko nadaljevali odlično sodelovanje do sedaj, kajti to, kar potrebujemo, je varna infrastruktura, varni predori, kajti najbolj pomembno je, da na ta način rešimo človeška življenja z izboljšanjem cestne in avtocestne infrastrukture, ne glede na državo. Thank you, Vice President. Before I give words to our gracious host, Mr. Stančić. Hvala, preden dam besedo našemu gostitelju, gospodu Stančiću. Naj povem, da bo podpredsednica na voljo za vprašanje in odgovore kasneje. Gospod Stančić, še enkrat hvala za vašo gostoljubnost in izvolite. Hvala, ne bom dolgo govoril. Hvala gospej podpredsednici za to, da je bila danes z nami. Slovenska stran zelo visoko ceni vlogo EIB-ja v tej državi. Hvala tudi gospodoma Komazecu in Vidicu za to, da sta prišla danes sem. Zlasti pa hvala vsem predstavnikom medijev. S tem končujemo s tem skupnim srečanjem Evropske komisije in EIB v zvezi z naložbami EIB v Sloveniji. Hvala, da ste prišli. V predverju pa lahko poteka bolj neformalno še naprej razprava o prigrizku in